V naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali malo bolj advanced delo z theme builderjem. In specifično pogledali si bomo, kako naredimo tako imenovane tipične podstrani. Torej nek dizajn, na katerega bo aplicirana naša vsebina. Torej ne globalna glava in noga, kot smo delali v prejšnjih vajah, ampak da popolnoma zdizajniramo nek blog post, in vsakega od teh elementov postavimo točno tam in z točno takim izgledom, kot si želimo. Skratka, delali bomo z neko dinamično vsebino, ki jo bomo postavili v naš custom body. Torej, jaz sem zdaj v Divi Theme Builderju in v tem primeru nimam nastavljene ne globalne glave, ne globalne noge. Kaj to pomeni? Da bomo, ko si bomo pogledali našo spletno stran, bomo videli najprej default meni zgoraj in pa default nogo spodaj. Če bi želel, lahko recimo vsaj meni najbolj enostavno, da naredim globalno glavo, in potem jo naredim recimo en piksel črno. Skratka, nič ni noter, velika je en piksel in praktično nevidna kateremukoli uporabniku. V tem videu se s tem ne bom veliko hecal, želim pa pokazati tole. Se pravi, ta prvi element, ki je tukaj, je globalen in bo apliciran na vse. Medtem ko vsak nov template, ki ga naredimo, lahko mi definiramo tako imenovane manage template assignments, torej definiramo, kje točno se bo ta dizajn apliciral gor. V mojem primeru si želim, da se ta dizajn aplicira na vse blog poste, zato ker so noter eni elementi, ki so specifično vezani na poste, kot so kategorije in nekaj drugih stvari. Torej, v tem primeru, tukaj lahko želite specifične poste ali da se ne pokaže na specifičnih postih. V videu, kjer govorim o conditional options, conditional display, je v bistvu ta logika za elemente, tukaj je pa ta logika za celoten dizajn. Torej, lahko rečemo, da se na specifičnih straneh, na otrocih od specifičnih stvari, torej to so podstrani, na specifičnih kategorijah, ključnih besedah in tako naprej. Skratka, zelo veliko kontrolo imate v bistvu na tem, kje se pojavi ta dizajn, kje se aplicira ta dizajn oziroma kje ne želim, da se ta dizajn pokaže. Večinoma pač čist najenostavnejše, si nekdo naredi nek blog post dizajn, ki je malenkost drugačen, zato ker želiš recimo imeti zraven še navigacijo za kategorije, mogoče nek datum, se pravi, kdaj so bile zadnje novičke in tako naprej. Medtem ko tiste strani imajo nek drugačen dizajn, ali pa mogoče landing page ima zelo izčiščeno vsebino, zato da uporabnika v bistvu pelješ po samem copyju, po samem tekstu do neke call to action, kjer želiš, da se nekaj zgodi. Torej, moj template je apliciran zdaj na vse novice. In ena stvar, ki je ne smete pozabiti tukaj, je to, da ko se naredi sprememba, kot je recimo to template assignments, ali pa da naredite novo glavo, novo nogo, karkoli drugega, je treba tukajle klikniti na shrani spremembe. Saj vas bo drugače tudi opozoril, ampak
Za vse spremembe, razen za delo v teh templatih, je treba potem shraniti. Medtem ko, če jaz zdaj začnem recimo urejati tale custom body, ne bo te spremembe potrebne. Vse, kar moram narediti, je, da shranim v tistem front-end editorju. In tole je moj dizajn, ki ga želim aplicirati na vsako novico na moji strani. Se pravi, tukaj zgoraj imam 3 stolpce. Malenkost si bom spremenil moj pogled, tale pogled oziroma tele 3 ekstra ikonce, če ste pozabili, lahko aktivirate tukajle. Se pravi, to je tisti pogled, kjer v bistvu vse je vidno, ni treba iti z miško čez, da se ikonce pokažejo. Čist tako na hitro, da boste videli, kako je stvar zgrajena. Torej imam zgoraj sekcijo, ki ima eno barvo, in imam noter vrstico, eno vrstico s 3 stolpci. V vsakem od teh 3 stolpcev bo nekaj dinamičnega. V tem primeru bo tukaj najprej avtor, tukaj bo datum novice in tukaj bo število komentarjev. Potem v tej sekciji, ki je tukaj, bom imel tukaj zgoraj napisane vse kategorije. Dalo se jih bo ločiti z enim znakcem, jaz bom recimo dal pikico, oziroma tisti middle dot. Tukaj bo šel dinamičen naslov in tukaj v ozadju te sekcije bom naredil kombinacijo 2 stvari. In sicer ta prva stvar bo slika v ozadju, ki jo bo vzel Divi iz featured image, in čez to sliko v ozadju bo za malo izboljšave braljivosti šel en gradient iz bele v nevidno. Se pravi, bela se bo začela na levi strani in pa potem nadaljevala v nevidno desno. Tukajle se bo začela vsebina. Pod vsebino bo navigacija, če bo kdo želel iti na prejšnjo novico ali pa naslednjo novico. Se pravi, WordPress pogleda v bazo, v tabelo, pogleda, katera novica je bila prej, če je kakšna novica za njo, in polinka te 2 novici. Potem malenkost nižje, v novi sekciji bom si želel imeti 3 tako imenovane related poste. Zdaj, za related poste obstaja sicer zelo veliko kompliciranih pluginov, ki imajo zelo dobre algoritme do te točke, da praktično spravijo nek shared hosting na kolena. V tem primeru bomo stvar malenkost poenostavili. In sicer bomo naredili tako, da pokaže 3 poste iz kategorije, v kateri je novica. Se pravi, pogledal bo v eno kategorijo in mi dal 3 novice, eno zraven druge. In pa potem čisto spodaj imam še možnost za komentarje. Se pravi, v tista stvar, ki je v bistvu vnešena že v WordPress, dokler je ne izklopite. Možnost bo tudi, da če bo nekdo kliknil na tale del, ga bo takoj vrgel med komentarje in bo lahko komentiral. Zdaj, kar se komentarjev tiče, imate nek anti-spam vezan v bistvu na plugine znotraj WordPressa. Torej, za razliko od naprimer Divi kontaktne forme, ki jo nekako analizira in zažene Divi, je tukaj ta sistem za komentarje, ki laufa direktno na WordPressu. Kaj to pomeni? Da če želite imeti nek anti-spam sistem, poleg komentarjev morate to kot dodaten vtičnik. WordPress sicer ima nekaj
vgrajenih stvari, recimo lahko si date, se lahko kar pogledamo, se pravi, če grem tukaj na nastavitve in pa potem discussion. Imamo nekaj kratkih možnosti za komentarje. Se pravi, če želim dovoliti, da nekdo linka iz druge strani in da se potem pokaže, da je linkal, tukaj spodaj imate možnost napisati toliko pa toliko besed, ki jih ne želite, da se pojavi. Naprimer na eni spletni strani, kjer smo imeli ogromno enega spama, ampak manualnega spama, ne od kogarkoli drugega, kakor pač nekdo, ker je napisal, smo tukaj dali potem, da je blokirano HTTP pa HTTPS, in so bili blokirani vsi spam komentarji takoj. No, mislim, to je tak radikalen poseg v moderacijo, ampak imate tukaj to na voljo. Torej, vse možnosti za komentarje imate tukaj in pa potem nekaj vtičnikov, ki so za anti-spam. Zdaj, najbolj žalostno je v bistvu to, da WordPress pride z temle anti-spam programčkom, ampak je ena taka žalostna stvar, in sicer lahko gremo pogledat, če je trenutno še vedno, ali so se mogoče odločili, da bodo ponudili, ja, še vedno je pricing. Da se, ne, zdaj to je novost, nazadnje, ki sem pogledal, ni bilo te možnosti, ampak včasih je bilo to zastonj, ne. Torej, nek sistem anti-spama, ki laufa centralno na WordPressovih strežnikih. Dajmo pogledati, je lahko dam $0? Žup. No, zanimivo. Končno lahko, I don't have ads, I don't sell products, ja, seveda, čisto nekomercialno. Ja, ne. Akismet je luštna zadeva. Če vas spustijo skozi za $0 na leto, si lahko to date noter že takoj kot eno stvar. Recaptcha je seveda second best, zato ker se poveže z Googlovim sistemom, kar pomeni, da če je kdorkoli, kjerkoli že vnaprej bil spamer, ne, označen za spamerja oziroma za robota, te bo dobil toliko več nekih zahtev, da pokaže koalo, da pokaže, kje je klobasa in tako naprej. Ok, torej, gremo zdizajnirati naš prvi blog post template. Torej, če poscrollam malo gor, v tem delu imam zdaj 3 elemente. Jaz si bom spet wireframe view nastavil, zato da mi ne bo skozi skakalo tehle 20 ikonic levo in desno. In tukaj si najprej želim zamenjati. V tem modulu si želim imeti avtorja. V trenutku, ko bom tukaj zbrisal, imam tukaj eno majhno ikonico, ki pomeni dinamična vsebina. In ko kliknem na tole dinamično vsebino, imam možnost priti do vseh teh podatkov. Če bi recimo uporabljal custom fielde, lahko tukaj praktično vse začnem graditi, ampak zaenkrat si želim imeti avtorja. Torej, izbral si bom tukaj post author. In ena stvar, ki jo boste opazili pri vseh teh dinamičnih vsebinah, je, da imate tukaj before in after. Zakaj? Zato, ker v trenutku, ko se bo dinamična vsebina izbrala, se bo izklopil klasičen urejevalnik za tekst. Torej, ne morete
nekaj, vsebina je potem en košček, ne, in potem spet vsebina. Žal ne gre, tako da to lahko nekako kombiniramo s tem, da se nekaj napiše prej, ne, in nekaj potem. S tem, da ne pozabiti, da v trenutku, ko imate nekaj prej, je treba potem dati vsaj še en presledek, ne. Zaradi tega, ker on ni toliko pameten, da bo združeval, oziroma po drugi strani mogoče dovoljuje, da je nekaj čisto skupaj, ne. Torej, če želite presledek pred avtorjem, en ekstra presledek. Jaz ne bom napisal tukaj nič, oziroma mogoče lahko naredim takole. In potem tukaj imate vse možnosti, ki jih on kombinira iz vašega profila, ne. Torej, display name, prvo in zadnjo ime oziroma vse možne kombinacije in pa vzdevek. Jaz bom pustil public display name. In pa potem še ta zadnja možnost je to, da se ta stvar linka, ne. Lahko se linka na mojo spletno stran, spet spletna stran, ki jo imate napisano v svojem profilu znotraj WordPressa, ali na arhivsko stran, da se pokažejo vse novice, ki jih je ta uporabnik napisal. Jaz bom zdajle recimo izbral tole in kliknil na Save changes. Zdaj imam že prvo stvar. Znotraj tega theme editorja bo on sam od sebe nekaj dodal. Tako da lahko vidite približno, kako bo stvar izgledala v resnici, ko bo potem aplicirana na eno izmed teh novic. Naslednja stvar je datum. Izbrisal bom tole in dal post publish date. Spet imam možnost nekaj dati prej ali potem. In pa tukaj imate vse možne kombinacije, kako on zgenerira datum. Če želite iti točno, čisto svoje, imate potem, če googlate PHP date, vse možne kombinacije na voljo. Mimogrede, ne, to, da uporablja on tukajle angleško besedo, je zato, ker imam jaz mojo spletno stran nastavljeno na angleški jezik, ne. Če bi bila ta nastavitev, ne, če grem tukajle v settings in pa general, tukaj imam ta site language, ne. In če bi to spremenil v slovenščino, bi se mi tukaj pokazali slovenski meseci. Tole mi je všeč. Kliknil bom takole in zaprl, ne. Če zdajle vidite, ne, nimam možnosti še nekega dodatnega teksta, ne. Imam možnost samo, da spremenim ta post publish date, da dam nekaj odspredaj, da dam nekaj odzadaj, oziroma da spremenim tip, kako on generira datum. Naslednja stvar so komentarji. Spet bom izbrisal tole, izbral dynamic content in tukajle imam post comment count. Tukaj je že mogoče pametno, da se nekaj napiše spredaj oziroma zadaj, ne. Recimo zdaj ena stvar, ki je pri nas v slovenščini malo težja, je to, da imamo poleg ednine in množine še dvojino, ne.
Žal ta stvar ni dovolj pametna, da bi nam dala te možnosti, tako da je treba se nekako sprijazniti s tem, ne, da nimamo ne ednine, ne dvojine, tako da tako nekako super. In pa tole, ne. Link to comments area bo to stvar naredilo klikabilno in vrglo točno na tisti del, kjer se nahajajo WordPress komentarji. Tole bom zaprl. Šel v tale tekstovni modul. Ne. Vse to so bili tekstovni moduli, ne, ki smo jim dodali dinamične vrednosti z uporabo tegale možica tukaj. Za kategorije imamo tukajle post categories. Tukaj mi pokaže, kako bo izgledalo, če je več kot ena kategorija, ne? Zato, ker jih mora nekako z nečim jih mora speštati skupaj, ne? In jaz si tukajle nadvse želim tole pikico, ta middle dot, če uporabljate, če znate uporabljati ASCII znake, to je 183, in do 2 presledka, ne? Na začetku in na koncu. Torej, imam kategorija 1, pikica, kategorija 2, mogoče še en ekstra presledkič, ki pa ga žal ne bo sprejel. In pa link to category index pages. Kaj to pomeni? Da v trenutku lahko kliknem na eno kategorijo in me vrže na tisti, na spisek pač vseh novic, ki so v kategoriji. In pa tukaj imamo še to možnost, da si izberemo, če želimo mogoče namesto kategorij imeti ključne besede, ne. Torej tudi ključne besede lahko dam nekam in bo potem ta ista stvar linkala na spisek vseh stvari, ki imajo to ključno besedo. Skratka, zelo velike ene dinamike v dizajnu lahko dobimo z eno simple možnostjo, kot je to. Tole mi je všeč, bom zaprl. Tukaj imam zopet en tekstovni modul, kjer bom stvar zbrisal in naredil post title. V mojem primeru sem zdaj izgubil celoten dizajn, ki sem ga imel narejenega, tako da bom moral tukajle spremeniti, kako bo stvar izgledala. Pa se bom malenkost poigral. Se pravi, to zdaj on tretira ne kot heading tekst, ki sem ga nastavil, Poppins, ampak to tretira kot navaden tekst. Okej. Glede na to, da to tretira kot navaden tekst, se bomo malo pohecali pa naredili nekaj drugega. In sicer bom šel v content in mu tukajle vsilil, da želim od njega, da je ta stvar heading 1. Se pravi, mu bom vsilil v bistvu takole, da je naslov 1, se pravi, to je HTML koda, da se začne naslov 1 in to je HTML koda, da se konča naslov 1. In zdaj imamo v bistvu iz teksta
naslov 1, kar mi je všeč, dovolj za enkrat in lahko zaprem. Naslednja stvar, ki si jo želim, je, pa dajmo najprej besedilo. Tukajle, kjer je zdaj vsebina, si želim dodati vsebino mojega blog posta. Tukaj ne bo toliko enostavno samo zamenjati tole vsebino, zato ker je s to željo v bistvu so naredili en specifičen modul. In sicer se modulu reče post content. In v trenutku, ko izberem post content, boste lahko videli, da je tukaj en kup enega dizajna že apliciranega na to vsebino. In ves ta dizajn lahko seveda spreminjamo po mili volji, tukajle od heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 do besedila. Skratka, popolno kontrolo imamo v bistvu nad tem, kako bo stvar izgledala. Ampak, čeprav mi je tole všeč, bi vas želel opozoriti na nekaj, kar v nekaj letih mi nekako ni uspel prepričati ljudi na Elegant Themes, da je to težava, ki jo morajo rešiti. Se pravi, tukajle, lahko vidite, da se tale vsebina začne tukaj in tale vsebina ima en tak ogromen padding. Se pravi, na noter je v bistvu prostor dodaten. Tega prostora ni. Ta prostor je samo tlele fake v tem modulu, tako da ne se ustrašiti, tega prostora ne bo, stvar bo izgledala normalno potem, ko se ta stvar postavi. Tole vsebinico bom vrgel ven. In tukaj si želim še eno navigacijo dodati. V tem primeru želim imeti link na prejšnji post in na naslednji post. Glede na to, da je tale pikica tukaj skrita, skoraj sem jo, nikakor mi ne uspe. Kliknil bom tukaj na Add New Module in izbral Post Navigation. In tukaj si lahko izberem, kaj bo pisalo na enem linku in na drugem. In če pogledam, bo na eni strani link na starejšega in na eni strani link na novejšega. Imamo tudi možnost samo, da znotraj kategorije skače na prejšnji in pa na zdajšnji post. In na levi strani je ta starejši link, na desni strani bo pa ta novejši link. In tudi tukaj se lahko poigram s tem, kako te linki izgledajo. Tale element bom vrgel ven. In tele vrstice v bistvu tudi ne rabim. Takole. Ok. Naslednja stvar, ki jo hočem noter dodati, je tako imenovani related posti. S tem se bomo malenkost pohecali in bomo naredili v bistvu način pogleda blog. Če ste kadarkoli uporabljali ta blog modul, je to v bistvu spisek vseh
novičk vseh postov v eni specifični kategoriji ali v vseh kategorijah, lahko tudi recimo nek custom post type. Skratka, imate več možnosti tega spiska. Tukaj bom dal delete module. Ne, tole mi ni všeč, se bom vrnil nazaj za Ctrl+Z in bom tukaj spodaj krščen motiček. Skriva se mogoče, če grem na normalnega. Naredil pauzo, pa bom ga probal najdeti. Nikakor mi ne uspe, tako da bom šel v wireframe view. Tukaj. In zdaj bom to poskusil najdeti. Torej tukaj imam tale tekst. Sem grejo related posti in tole bom zbrisal in dodal nov modul, ki bo blog. Tole bom zaenkrat potrdil, tako da se vrnem nazaj na moj front-end editor. In tukaj imam zdaj to, kako izgleda blog. Default pogled je ta klasičen, najprej ena, potem druga, potem tretja. Jaz se želim malenkost drugače narediti in sicer lahko to naredim tukaj v zavihku design in pa layout. Izbral si bom, da mi jih pokaže takole v gridu in želim samo 3 novičke. Takole, imam 3 novice, ki se mi bodo pojavile noter. In pod elementi lahko skrijem vse informacije, ki jih ne želim. Ne želim kategorij, ne želim paginacije in v bistvu ne želim niti tegale besedilca, ki je noter. Torej imam samo datum, imam samo novico in imam slikico. Lahko bi, na primer, tudi slikico izklopil. Torej, en hiter način, kako lahko polinkam več novic. In če grem tukajle zgoraj, lahko izberem tole. To je tista stvar, ki jo moram jaz izbrati. Current category. Pokazal mi bo samo stvari, ki so znotraj tiste kategorije, v čigar kategoriji je ta novička. Lahko si izberem vse kategorije, pa bo v bistvu pokazal vedno 3 najnovejše novice. Tako, tole mi je všeč. In pa še zadnja stvar, komentarji. Če želim dodati noter element komentarji, pa se bom spet vrnil čisto nazaj. In tukaj dodal nov modul. Imam modul comments. Pa ga bom na hitro zaprl in se vrnil nazaj. Torej, tukaj spodaj imam zdaj praktično vse možnosti, kako urejam, kako je izgled teh komentarjev in tako naprej. V tem trenutku, na primer, imam spet en žužek in sicer na noben način mi noče pokazati tegale gumbka za možnosti za komentarje, tako da bom do teh možnosti prišel tako, da se spet vrnem na wireframe način in grem noter, pač žužki se zgodijo, kaj čmo. Torej, pri design imam vse te možnosti, kako stvar izgleda in v bistvu, lifehack, če kliknem na desktop pogled, imam zdaj to odprto in se lahko igram s tem. Zelo veliko enih design
opcij se seveda nismo dotaknili, zato ker bi bil ta video hudo, preveč, že zdaj smo čez pol ure. Bistvo je to, ne? Za tiste stvari, ki jih želite dinamično klicati v vašo stran, lahko te elemente uporabite kot tekst. To, ne? Potem za dodatne, za ene druge stvari, kot je recimo vsebina, je pa treba uporabiti module. V tem primeru modul blog, v tem primeru modul post content, modul post navigation in pa modul comments. In še ta zadnja stvar, ki smo jo prej malenkost preskočili, želim tukajle definirati slikico v ozadju. To sliko želim imeti čez celotno sekcijo. Se pravi, bom moral iti v možnosti od sekcije in pa potem tukajle v background. Zdaj, kaj želim jaz narediti najprej, je, da definiram sliko, ki bo v ozadju. To bom naredil tako, da kliknem tukajle na slikico in pa seveda na background. In spet imam možnost tukajle dinamične vsebine, v tem primeru featured image, ne. Isto bi lahko recimo, če bi želeli zdizajnirati nek tekst o avtorju čisto spodaj, imate tukajle recimo možnost author profile picture in bo to dodalo noter, ne. Jaz želim imeti featured image in želim, da jo maksimalno napolni v moji višini, ki je tukaj nastavljena, ne. Torej, nikoli se ne bo zgodilo, da bo slika premajhna, vedno bo fill in tisti, ki bo sliko zapolnil. In pa želim imeti en gradient. Čist iz oblikovne odločitve, da bo stvar na začetku, na tem delu bolj berljiva. Lepota te opcije v Diviju, če jaz dodam gradient, ga lahko dodam nad sliko. Torej, ni treba tega gradienta dodajati za vsak featured image recimo noter, ne. Dinamično se aplicira čez sliko in bo vedno točno tak dizajn, ne. Kliknil bom na add background gradient in najprej definiral mojo levo in desno sliko, barvo. V tem primeru je to čisto bela barva, ki ima maksimalno vidljivost, in pa bomo dali čisto belo barvo, ki ima popolno transparenco. Torej, bela gre iz bele, ampak v čisto skrito. In če pogledamo tukajle, ne, lahko vidimo, da default za gradient je 90 stopinj, kar je od leve proti desni. Se pravi, začne se tukaj in druga barva je tukaj. Vse, kar si želim zdaj narediti še, je, da se mogoče poigram z tem, kje se začne gradient, se pravi, da se ne začne tukaj in da se ne konča tukaj. Ne. Preprosto premaknem, mogoče 41 bo v redu, in pa tukajle. Recimo, da 78, glede na to, da mi miška malo preskakuje. In glavna stvar, ki jo moramo izbrati tukaj, je place gradient above background image. Torej, da jo bo apliciral čez in ne pač slike čez in se nam nič videli, ne. Torej, to je to. Malenkost premaknem, da dobim gumbek za potrditev in da preverim, če imam zdaj že vse stvari narejene. Torej, imam dinamičnega avtorja, imam dinamičen datum, dinamično število komentarjev, imam kategorije, imam ime novičke, spodaj imam sliko in pa gradient,
tukaj imam post content, tukaj imam link na starejšo novico, 3 novičke v gridu in pa komentarje. To je to. Vse, kar moram narediti, je, da kliknem na gumbek Save in počakam, da se neha vrteti. In zdaj recimo lahko pogledamo, če grem pogledat na mojo spletno stran, lahko vidimo, kako bo ta stvar izgledala v resnici. Čisto za hec, to, kar sem govoril, tisti razmak, tisti padding, ki je šel na noter, ga ni, v resnici ga ni. Lahko kliknem na avtorja, lahko kliknem na komentarje, lahko kliknem na posamezne novice in ta novejši link, novica 1, 2, 3 in pa imam možnost komentiranja. Tako kot sem prej rekel, ker nimam nastavljene glave in noge strani, je Divi dal svoj default header in pa svoj default footer tukaj noter. Če bi želel, ga lahko tukaj z praznimi stvarmi pobrišem. In to je to. Naša prva dinamična, tipična podstran, ki se aplicira na vsako od teh novic.